Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli še v mojem imenu na Planetu 2. Pred nami je zadnje dejanje 21. kroga Prve lige Telekom Slovenije med domačo Gorico in gostujočim moštvom iz Kranja, ekipo Triglava. Kajti Ibričić dobro pozna tudi Nermina Bašića, ki prav tako prihaja iz Travnika, zdaj pa strel proti vratom in brani Sorčan. Leta se je v prvem delu sezone odigral 15 prvoligaških tekem. Tukaj se zdaj razburja Mlakar. Etienne Velikonja pa z izjemno izvedeno 11 metrovko do svojega že tretjega prvenstvenega gola v tej sezoni. Osuđi strelom proti vratom Arka in obramba vratarja. Ivan Crnov pa je že letos oziroma na svoji prvi tekmi Crnov in naravnost v naročje Sorčanu. Gorenjci pa z novo priložnostjo za uspešen predložek v kazenski prostor in izkoristili so jo. Izkoristili so to prekinitev in prosti strel z igralcem manj. Luka Majcen pa je dosegel svoj 8. prvenstveni gol. Podaja na drugo vratnico. Vroče je bilo pred vrati, toda Tijanić ob njemu Osuđi, spremlja tudi Selcer Tijanića. Tijanić se vedno s podajo. Ali je zdaj gol Muamer Svraka, 2-1 vodstvo Triglava. Muamer Svraka pa se je vpisal med strelce v prvi slovenski nogometni ligi. In Gorenjci vodijo na gostovanju v Gorici. Namignil, da je šlo za igranje z roko. Filipović je podaljšal žogo, ali je možnost za izenačenje, brani Alen Arko, pa še vedno traja napad Gorice. Ja, velika borba, Tijanić je tam ukradel žogo Filipoviću. Teče že 95. minuta, smo že globoko v sodnikovem podaljšku. Selcer spodaja v kazenski prostor, ali je to priložnost za izenačenje. Padel je tam v kazenskem prostoru Filipović. Zdaj Gorenjci čakajo le še na žvižg, zdaj pa nesporazum v obrambi Gorenjcev in Alen Arko lovi žogo. Ne, prekršek nad vratarjem je to bil. Pa mislim da nismo zaslužili taj poraz, mislim da smo dosta dobro ušli u utakmicu, pogotovo prvo poluvreme gdje smo bili dominantni, gdje smo stvarali prilike, imali taj posest. Oni su, ja bih rekao, iz jedne šanse napravili 2 gola i ja im čestitam na pobjedu i mi se okrećemo dalje i Mariboru i šta je tu je. Moramo što prije glave se sabrati, krizu nismo uspjeli prevazići, ovo je 11. utakmica bez pobjede i sigurno da je velika kriza i moramo naći načina kako izaći s njim. Vsaka tekma je pomembna, jaz sem vesel, da so igralci, da so upoštevali moje navodila pred tekmo. Mislim, da smo šli disciplinirano, odgovorno, kompaktno in ne glede na to, da smo zaostajali, smo nekako imeli trezne glave in smo točno tisto dosegli, kar smo želeli, ko smo prihajali v Novo Gorico.